Ustna higiena v različnih življenjskih obdobjih. Zgodnje otroštvo. Do izrasti prvega zobka, nekje okoli 6. meseca, ni potrebna nobena dodatna skrb za usta dojenčka. Ko pa prvi zobek pokuka na plano, se začne zabava s čiščenjem. Zobna ščetka naj bo majhna in primerna starosti, ščetine mehke. Otrok se sicer lahko igra s ščetko, ni pa sposoben ščetkanja, zato to naredijo starši oziroma skrbniki. Zobna pasta v tem obdobju tudi ni potrebna. Otroštvo. Držalo zobne ščetke naj bo tako oblikovano, da jo otrok lahko drži. Glava naj bo primerne starosti. Ko se otrok nauči pljuvati, lahko začnemo uporabljati tudi zobno pasto. Raje manj kot več. V tem obdobju je skrb za ustno higieno skupno opravilo otroka in staršev. Otrok zobke umiva sam, vendar pa mora umivanje dokončati odrasla oseba. Ko otrok pridobiva na ročni spretnosti, mu skrb za zobe prepustimo, so pa potrebne kontrole odraslega vsaj do 8. leta starosti. Mladost. To je zadnji čas, da pričnemo z uporabo zobne nitke ali medzobne ščetke. To je tudi čas ortodontskih aparatov, ki so še poseben izziv za res dobro higieno. Posebne ščetke, solo ščetka, ustna voda, vse je dobrodošlo, predvsem pa motivacija, ki občasno izgine. Odraslost. Ustna higiena je že čista rutina in navada, ki nam dobro služi. Prihaja pa do sprememb v ustih, slini, zobje se obrabljajo in premikajo, obloge se bolj nabirajo. Zato je potrebno tehniko čiščenja prilagajati. Ob rednih kontrolah v zobni ambulanti, posvetih in dodatnem profesionalnem čiščenju zob smo lahko mirni, saj za svojo ustno votlino maksimalno skrbimo. Če pa še nismo usvojili veščin dobre skrbi za naša usta, ni nikoli prepozno za začetek. Zrelost. Če imamo v ustih umetne zobe, tudi ti potrebujejo nego. Protetične nadomestke, prevleke, mostičke, čistimo enako kot svoje zobe. Prav posebno pozornost pa namenimo dlesnim okoli nosilnih zob, implantatov ter predelu pod nadomestki. Proteze očistimo z mehko ščetko in pri tem ne uporabljamo zobnih past. Posebno pozornost je treba nameniti dlesnim in skrbno odstraniti vse ostanke hrane. Po obrokih snamemo protezo in usta in protezo splaknemo. Zvečer pa smo pri čiščenju temeljiti. Pripomočki za ustno higieno. Navada umivanja zob je eden od dobrodošlih vzorcev obnašanja, ki so nam jo starši podarili že v zgodnjem otroštvu. S ščetkanjem mehansko odstranjujemo ostanke hrane in onemogočamo bakterijam, ki so normalno prisotne v ustih, da se organizirajo v biofilm. Tako z enim ukrepom preprečujemo pojav zobne gnilobe in bolezni obzobnih tkiv. Ščetke. Zobe si očistimo 2-krat na dan. Pomembno je, da so ščetine pri ščetkah mehke, saj trde poškodujejo zobno sklenino. Prav tako je pomembna velikost glave zobne ščetke, ker le s primerno glavo resnično dosežemo vse ploskve zob, tudi tiste najbolj oddaljene. Obstajajo tudi solo ščetke. Te nam pomagajo očistiti težko dostopna mesta in so ščetka izbire pri fiksnih ortodontskih aparatih. Električne zobne ščetke so dobrodošla alternativa ročni tehniki, predvsem če nam primanjkuje spretnosti pri čiščenju zob. Poznamo več vrst. Najbolj učinkovite so tiste s krožnimi oscilirajočimi gibi.
Malenkost manj učinkovite so sonične ščetke, ionske električne ščetke pa so se izkazale za neučinkovite. A še najboljša ščetka nam ne bo koristila, če je ne bomo redno in pravilno uporabljali. Medzobne ščetke in zobne nitke. Za medzobne prostore priporočamo uporabo medzobnih ščetk, saj so bolj učinkovite od nitk. Zadostuje enkrat dnevno. Največ ljudi ima izziv ravno z uporabo nitk in teh ščetk. Eni so prepričani, da je dovolj zobna krtačka, drugi se zavzeto lotijo čiščenja, pa hitro obupajo, saj je uporaba kar zahtevna. Pa še različne velikosti za različne medzobne prostore. Cela znanost. Se pa resnično splača vztrajati, saj sčasoma tudi to postane avtomatizem in to, kar se nam je prej zdela dolgotrajna muka, naredimo mimogrede. Nagrada pa so zdravi zobje in obzobna tkiva. Tehnike ščetkanja. Tehnik ščetkanja je več, pri vseh pa je pomembno, da ščetkamo nežno in pazimo, da res dobro očistimo vse zobe in zobne ploskve. Zobne paste. Načeloma bi si lahko zobe očistili tudi brez zobne paste, je pa za večino ljudi postala nepogrešljiva, saj olajša ščetkanje in izboljšuje okus in dah. Paste danes vsebujejo tudi dodatne snovi, ki jačajo sklenino in izboljšujejo njeno odpornost proti kislinam, preprečujejo občutljivost zob in pomirjajo vnete dlesni, imajo bakteriostatičen učinek, upočasnjujejo nabiranje zobnega kamna. Strgalo za jezik. Prav tako enkrat na dan očistimo jezik s posebnim strgalom za jezik. Hrbtišče jezika je namreč polno ostankov hrane in bakterij. Super kombinacija za neprijeten zadah. Ustne vode. Večina jih uporablja zaradi svežega občutka, ki ga puščajo v ustih. Njihov namen pa je predvsem kemična podpora, ko normalna ustna higiena ni mogoča, na primer po posegih v ustih ob hujših boleznih. Delujejo kemično na bakterije, oblog pa ne odstranijo.